Ja, dr. Janoš Ježovnik se mi je danes pridružil v jezikovnem kotičku in naš gost je doktoriral iz zelo zanimivega narečja, ki ga še danes slišimo v beneški Sloveniji, iz terskega narečja. In danes nam ga boste skušali približati. Ja, drži. Dobro jutro. Namreč gre za narečje, ki žal, seveda, kot mnogo jezikov izumira. Dolgo ste ga preučevali? Jaz približno 5 let, ja. Tersko narečje se govori v Terskih dolinah v zahodnem delu beneške Slovenije. To je za ilustracijo recimo samo čez hrib od malo bolj znane Rezije. In z rezijanskim narečjem ima tudi nekaj skupnih značilnosti. No, da izumira, mogoče je še vedno nekoliko preostra beseda, ampak definitivno pa stanje ni ravno najbolj rožnato. Pač narečje aktivno govori samo še najstarejša generacija govorcev, kar je tudi posledica nekih zgodovinskih dejavnikov. Govoriva predvsem v enem delu Italije, mogoče res lahko opiševa, kjer je zelo veliko, kjer je zelo pisano, kjer je zelo pisan jezikovni zemljevid, veliko zanimivih jezikov, ne tudi furlanščina, pa seveda slovenskih narečij, res območje, ki je zgodovinsko že zelo zanimivo. Ja, drži. Mislim, v Furlaniji, Julijski krajini, zvezni deželi Republike Italije, se govorijo pravzaprav 3 manjšinski jeziki, zato ima tudi sama pokrajina status avtonomne dežele. To so furlanščina, kot ste omenili, a ne romanski jezik s približno 500 000 govorci. Nekaj malega je nemškega jezika in pa slovenska narečja, ki se govorijo v Kanalski dolini, v okolici pač v Trstu, v Gorici in pa v beneški Sloveniji, pa v Reziji. In no, za mogoče spet kontekst, Terske doline so nekako severovzhodno od mesta Vidam, italijansko Udine, in so pravzaprav najzahodnejše, se pravi tersko narečje, je najzahodnejše slovensko narečje, s tem pa pravzaprav najzahodnejši del slovanskega jezikovnega prostora danes, a ne, kot ostanka avtohtone poselitve v 6. stoletju. Torej, ja, že po tej legi nekaj čisto posebnega in naj obenem velja tudi lep pozdrav vsem našim zamejcem, torej Slovencem, ki nas spremljate v Italiji. Vem, da vas je veliko, torej 2 telefonski številki tudi za vas, pa kak pozdrav v domačem jeziku, lepo bi vas bilo slišati. Vem, da nas radi spremljate in tudi redno se oglašate, pišete, torej zelo zavedni Slovenci, ne, živijo v našem zamejstvu. No, zagotovo, ja. Mislim, stanje je tudi, poleg tega, da je jezikovno pestro, je tudi sociološko gledano zanimivo. No? Ne vem, v preteklosti, naprimer, je beneška Slovenija, kot v bistvu pove ime, pripadala Beneški republiki in je kot nekako mejna pokrajina te republike imelo tudi neke lastne privilegije, naprimer veliko mero samouprave pri sodstvu, pri razdeljevanju davkov in verjetno, domnevam, je tudi to nekoliko vplivalo na samo mentaliteto ljudi tam, ne, ki so tudi bili po priključitvi tega dela Avstro-Ogrski za eno kratko obdobje pravzaprav zelo neravno navdušeni nad tem, da so izgubili to svojo avtonomijo. No. Je pa območje za razliko od, naprimer, Tržaškega, Goriškega, bilo precej v slabih stikih z osrednjeslovenskim prostorom, ne, tako kulturno kot nasploh. In zato je pravzaprav že precej hitro vplivalo to bližnje romansko, furlansko-italijansko okolje. Ne. Namreč beneška Slovenija je že leta 1866 pripadla takrat novo združeni Italiji in od takrat dalje pravzaprav poteka tak proces večjega stika z italijanskim prostorom, z romanskim prostorom in zato tudi proces asimilacije. Ja, to so bili zelo izolirani kraji, tudi če poslušamo zgodbe naših Slovencev iz italijanskega dela Brd, nekoliko časa so potrebovali, da so sploh prišli do takrat Jugoslavije in lahko vstopili ali pa hodili v šolo. Tako da so to kar malo drugačne zgodbe, kot jih živimo tukaj v Sloveniji. Greva k narečju in spoznajmo nekaj značilnosti tega lepega jezika in obenem velja še vedno poziv, da se lahko oglasite v živo danes. Dragi Slovenci iz Italije, če nas poslušate, spremljate, lepo vas bo slišati tudi v živo. Torej, poglejmo nekaj značilnosti narečja, o katerem danes govorimo. Ja, morda nekaj res glavnih začetek glasovnih značilnosti.
samo razumevanje narečja morda za nekoga, ki je vzgojen recimo v srednjeslovenskem prostoru, pozna srednjeslovenske govore, otežuje pojav onemitve glasu G, ki popolnoma onemi. Recimo imamo primer nuj, pomeni gnoj, ne? Oba je goba, boat, bogat. In s to onemitvijo nastajajo tudi zelo nenavadni samoglasniški sklopi lahko. Recimo neko gospo, ki pride iz trgovine, bo recimo prijateljica vprašala, si kupila kaj draa. Ta zelo dolg, recimo 3-krat izgovorjeni A. Aha, si kupila kaj... Kaj draa, si kupila kaj dragega. Kaj dragega. Tako je. Mehki č, ki je tudi recimo značilen za Čičerijo, za ta del Istre, se tudi pojavlja med beneškimi Slovenci, oziroma v Terski dolini. Tako je, ja. Sam ta mehkejši č je bil značilen v zgodovini pravzaprav za celotno slovenščino, še prej za celotno praslovanščino. In tukaj je še vedno ohranjen, kot ste rekli, poleg tega, da ga najdemo v Istri, da ga najdemo v teh predeljih, ga ima tudi terščina. Se pravi, rekli bi svetja namesto naša osrednja slovenska sveča, nujť za noč, moťan je močen, res zelo mehak glas. In podobno ohranjajo tudi mehki nj, ki ga pa najdemo tudi v prekmurščini, naprimer. Zelo mehak, nežen jezik zveni, narečje zveni fino za glasbo, za poezijo. Ja, morda res. Mislim, je tudi nekaj pestrega kulturnega delovanja na tistem področju. Tukaj treba seveda v prvi vrsti izpostaviti žal od nedavna pokojnega Viljama Černa, kulturnega delavca, avtorja številnih besedil, tudi pesniške zbirke, morda tudi njegovega sina, ki deluje v glasbeni skupini BK Evolution, kratica BK pomeni beneške korenine v tem primeru. Bruna Balog, denimo, je tudi taka plodovita zbirateljica lokalnih pravljic. Skratka, sploh v tem okolju je to še kako še toliko pomembnejše, ja, in tudi ohranjanje te pomembne kulturne dediščine. Nekdo je tudi z nami na drugi strani telefonske zveze. Dobro jutro. Pravkar smo ga izgubili. Pa kar še enkrat pokličite, bomo res veseli kakšnega vprašanja ali pa pozdrava, torej 2 telefonski številki in znova se javite takole v živo. Ja, omenila sva mehki č, ja. Potem pa j za lj je tudi značilnost. Tako je, zamenjanje. Starejši slovenski lj, južnoslovanski lj, je v srednjem prostoru otrdel, imamo l. Medtem pa v tem delu se pravzaprav bolj omehča do j. Tako da namesto tega volja bi rekli oni voja, namesto zemlja ali bolj pogovorno pri nas zemlja, bi rekli zemlja, podobno rabje za grablje, tudi z onemitvijo G. Ja, ta voja se tudi pojavlja v nekaterih primorskih narečjih pri nas. Res je, ta pojav je značilen za širše območje. Za širše območje, ja. Poglejmo malo na glas v besedah, ki je tudi malo drugačen kot v knjižnem jeziku. Drži, ja. Tisto, kar je v knjižnem jeziku načeloma, rečemo praviloma, recimo E in O, ki sta široka. V teh primerih takšne besede nosijo na glas eno mesto proti koncu besede. To je značilno tudi recimo za okolico Kobarida, pa še kakšen del. Recimo ena visoka hiša bi bila na kiša visoka. Rekli bi, smo imeli na konja ta parkiše, pri hiši smo imeli enega konja. Ko manj ti rečje, mi vedno pravi moja informatorka, kaj ne ti pa povem, kaj ti imam reči. Ko manj ti reči. Lepo, zelo lepo. Ko manj ti reči, Marjan, dobro jutro, ste še z nami? Ja, ne vem, če smo zadovoljni blizu meje, to ker je koliko je 30 km ali 50, to z Vajdušem, recimo rečemo tudi to, v eni vasi, to zraven Vajduše, rečejo ohnišči, rečejo honiše. In recimo še ena beseda, tu pa sigurno ne veste, kaj pomenilo. Kandrejha, veste, kaj je kandrejha? Kandrejha? Kandrejha, tu je pa belajdovsko, na Hrvatsko,
Tu je pa stolica, no, ja. Dobro, Marja, prelepo, hvala lepa in kako lepo je tudi zaslišati takole domač jezik, domače narečje v naši vdaji. Lep pogum, torej 2 telefonski številki, sploh naši zamejci, da malo slišimo tudi vaš glas. Torej danes predvsem spoznavamo tersko narečje, ki ga žal govorijo samo še starejši, čeprav mlade generacije, nekaj ste našteli tudi ustvarjalcev, skušajo vsaj s pesmijo, z glasbo, to zagotovo so mediji, ki lahko ohranijo tudi narečje. To drži. Praviloma velja, da bližje, kot pridemo do državne meje nekako, v smeri proti Sloveniji, mlajša je tudi starost govorcev. Tako da trenutno pravzaprav zdaj dajem primere iz kraja zelo, zelo proti zahodu, se pravi zelo proti tistemu najbolj skrajnemu delu narečja. Tam velja to. Morda bliže proti meji je situacija boljša, definitivno pa tudi lokalna kulturna društva pripomorejo k temu, nekako se poraja zavedanje ali pa mogoče želja, da bi obudili ta govor svojih staršev, svojih starih staršev. Namreč ta odnos je precej značilen, da se zelo nostalgično vračajo k narečju. Ja, Marjan je tako lepo začinil najin pogovor z nekaj domačimi besedami. Prevzeto besedje ima tudi tersko narečje. Tudi seveda nekaj besed iz italijanščine, ta vpliv je neizbežen. Recimo čitat ste izpostavili, mesto? Ja, pravzaprav, poleg tega, da tersko narečje ohranja precej tudi arhaičnega besedja in arhaičnih značilnosti, seveda je pa pod močnim vplivom sosednjih romanskih govorov. Tu gre pravzaprav v večini primerov za prevzeme iz furlanščine, sorodnega jezika italijanščini. Še en zanimiv jezik, ki se je ohranil na območju. Tako je in četat v tem primeru je sorodno, se pravi, to je furlansko čitat in italijansko čita, mesto, komadon, recimo, komolec, dan libren je ena knjiga. Librin. Tako je, un libro po italijansko in dobesedno librin, mislim, da furlansko. Orloj kot stenska ročna ura, navadna ura v smislu časovne enote je kar še vedno ura. Hkrati pa tudi v narečju bivajo pri nekoliko starejših in nekoliko mlajših govorcih, relativno govorim, nekako novejše prevzeto besedje ob starejšem besedju. Se pravi, kumpanj in dnak, kumpanj seveda spet iz furlanščine in dnak iz istega vera kot knjižno-slovenski enak. Potem chiacchierate proti voriti, naprimer, zagovoriti. Poglejte, kako zelo bogato območje, da boste imeli ta občutek, v kakšno kulturno dediščino tudi vstopate, ko obiskujemo domače gostilne Benečije, ki so tudi izvrstne, tudi kulinarično, zagotovo zanimivo območje, pa tudi jezikovno, kot smo danes videli, torej še novo narečje smo spoznali, ki ga še nikoli nismo predstavili v naši oddaji, tako da resnično hvala za ta pogovor, za te podatke in tudi našim gledalcem, da ste malo začinili našo rubriko. Hvala. Hvala vam.